pozdravljeni. Najprej bi vas ponovno opozorila na glasovanje za knjigo leta 2014, Menades. Na to pa vas povabim k predstavitvi nove zbirke Založbe Družina, in sicer zbirki Pretakanja. Knjige iz te zbirke lahko tudi kupite, tule na moji levi. Sledi pa pogovor z urednikom zbirke, gospodom Juretom Horvatom. Lepo pozdravljeni, obiskovalci. Jože Horvat, urednik nove zbirke Založbe Družina, s pomenljivim naslovom Pretakanja. Gospod Jože, jaz, ko sem prebrala prvič Pretakanja, sem se spomnila najprej na neko žuborenje, na neko življenje, na nekaj, kar se spreminja, nekaj zelo tako pozitivnega, bom rekla. No? Pa me zanima, kaj že, oziroma kaj še, bodo pretakanja. Pretakanje so zbirka, ki smo jo prvotno poimenovali Stujko klepsidra, kar seveda pomeni, da se neko, bi rekel, življenje nekega peska pretaka iz ene posode v drugo, neprenehoma, pravzaprav skozi kakor večnost. Ampak smo rekli, da Tujka ne bi bila ravno primerna za slovensko zbirko in smo to nekako prejeli v pretakanje, kar je seveda enak pomen in želimo tak pomen tudi ohraniti. Pretakajo pa se seveda knjige, se pravi njihove misli, občutja, bi rekel, nekih zelo kvalitetnih avtorjev in to po eni strani domačih avtorjev, po drugi pa tudi tujih, posebno tistih tujih, ki slovenska javnost še toliko ne pozna, mogoče še sploh niso bili prevedeni, ali so bili prevedeni v manjšem številu njihovih del in bi pač imela ta dela neko vrednost, ki jo pač izsledujemo v perspektivi neke duhovnosti, transcendence, ampak obenem zelo življenjska in konkretna deloma pa je absolutno tudi aktualna. Glede domačih del bi rekel, da smo se nekako odločili, da bi to bila dela, ki so bila bodisi še ne izdana oziroma nekaj pozabljena, se pravi, da bi bila natisnjena, ali pa da bi dobili neke nove tekste, ki bi to zbirko uvrstili kot tudi zelo kvalitetno. Kaj pa je bil tisti vzgib, ki vas je privedel do tega, oziroma ideja, da ste začeli razmišljati, da vendarle pa obstaja neka vrzel, ki jo želite zapolniti očitno? Tako je, mislim, da obstajajo mnoge knjige, ki so v Sloveniji šle zelo zanimive, kvalitetne, ampak določena, bi rekel, tematska, bi rekel, notranja, duhovni prostor tehnike, tak, ki je samo za večino ljudi nekako danes aktualno, ampak obstaja pa tudi prostor, ki ni, bi rekel, zapolnjen, ta duhovni. Jaz mislim, da se v vseh teh velikih literaturah najdejo avtori, kot je v Italiji, v Nemčiji, recimo Martin Mosebach, ki ga v Sloveniji še sploh nobeden ni prevedel. Mislim, da je Družina izdala eno knjigo lani o njem, od njega. Potem je marsikaj takega še na Poljskem. Seveda vseh velikih literaturah, ki se pač ta dela nekako na neki drugi strani, bi rekel, izpovedne moči in nazorske naravnanosti. To mislim, da je bil glavni argument, da se s takimi deli tukaj začelo in nekako predstavljalo javnosti, ki so pa od nas, po mojem mnenju, nekoliko prezrti. Ja, če se kar navežem, se mi zdelo kar smiselno vprašanje, da nova zbirka tako rekoč poplavi nekih... Gospod Andrejo Urbanec, obveščamo, da jo Maši čakata pri debatni kavarni v prvem predverju. Saj smo lani Slovenci izdali več kot 5000 naslovov knjig, pa več kot 1000 od njih je bilo leposlovnih, ampak ste sami že omenili, da neka ta praznina ostaja. A lahko mogoče več poveste o tem, kako zapolniti to duhovno vrzel, če prav razumem? Ja, ta duhovna vrzel nam je recimo se v Sloveniji predstavljala v knjigah recimo najbolj Alojza Regula.
In takih knjig je verjetno, mogoče boljših, tudi slabših, posod pri teh narodih je veliko in mislim, da smo dolžni tudi take knjige pri nas predstavljati. Ker ravno takih knjig je pri nas razmeroma manj kot drugih, ki imajo, bi rekel, drugačno idejno kot stilno usmeritev. To bi pa, tako da, kot sem že rekel, da bi vsako leto izdali en tuj roman, narejen, in eno domače delo, ki je nekako bilo prezrto ali pozabljeno, kot je letos, recimo ta potopis Pomlad v Palestini. Lahko že kaj več poveva mogoče v tej knjigi? Ja, Pomlad v Palestini je delo slovenskega avtorja Mirka Javornika, to je, bi rekel, naš eksilni avtor emigracije, ki je takoj po vojni odšel v Italijo, tam v Ameriko. V Trstu je živel dolga leta in tam je tudi sodeloval z raznimi članki, teksti, priredbami, prevodi na slovenskem radiju. Sicer je pa večino svojih najpomembnejših leposlovnih del napisal pred vojno, tako da so njegove knjige izhajale v glavnem, se njih tudi ni veliko, mislim, da 3 ali 4, v začetku 30 let prejšnjega stoletja. On je bil takrat zelo mlad, rojen leta 9, se pravi, da je bil star zelo malo, se svobodno preživljal, študiral je tukaj najprej rojen je bil v Cetnici, študiral v Ljubljani slavistiko in pravo, ni končal na enega in drugega, ampak bil svobodni pisatelj, kar si lahko predstavljamo, da ni bilo enostavno, je pisal takrat kot časopise, izgubil je res velik odmev s svojimi kratkimi novelami, celo Josip Vidmar ga je vabil svoj krog in videl v njem zelo nadarjenega avtorja, ampak z njim se je Javornik pozneje razšel, ko so bile nazorske razlike, ki si jih pač niste mogli približati. In takrat leta 1935 je izdal tudi ta fotopis, mu je pa recimo motno za to potovanje mi je potem pomagal Ciril Vidmar, ki mi je takrat založbo Hram. In pač, mislim, da tudi tam knjiga je šla. Knjiga je šla leta 1935, se pravi leto dni potem, ko je bil Javornik na potovanju. Je pa bilo tako, da absolutno ni doživela nobenega odmeva, ne v časopisih, ne nikjer druge v javnosti. Nekje je potem pozneje zapisal Javornik, da zaradi tega, ker takrat ni bil v nobenem kulturnem političnem taboru in ni nikogar zanimal. In tako je pač prišlo do tega, da je prišlo do vojne, takrat se je itak vse ustavilo, on je bil seveda na strani domobrancev. Pozneje po vojni je tako šel kot človek, ki ni bil za te čase. Kot rečeno, ta knjiga potem mislim, da ni imela pravzaprav nobenega vpliva, nobenega odmeva. Po moje pa to najboljši potopis, ki je dotlej šel. Seveda, če ne štejemo recimo Izidorja Cankarja, ki je napisal roman Srpoti, čeprav pravi to potopisni roman, ampak jaz mislim, da ni pravi potopis, ker je tudi to roman in neke fantazije znam. Se pravi, spet zelo aktualna stvar, zelo aktualen jezik uporablja, pravzaprav se mi zdi, jaz nisem še prebrala cele knjige, ampak odlomke, in se mi zdi, da na zelo modern način prikaže svoje opažanja, ki jih je na poti doživel. Da pravzaprav se loteva na tak način, da mogoče jaz sploh ne bi pomislila, da je bila ta knjiga napisana že tako zelo zgodaj. Ja, mislim, da je to zelo zanimivo. Javornik je bil odličen stilist, pravzaprav je daleč odstopal od takrat svojih, bi rekel, lastnikov, ki so pisali bolj ali manj tradicionalno. On je imel izredno inovativno metaforiko, imel je izreden čutek za, bi rekel, tudi socialne teme, ampak tudi za človekove skrivnosti narave in tako naprej. In vse to se okaže v njegovih kratkih novelah, ki so res nenavadne. Potopis je pa seveda še nekaj posebnega. Začne se z potovanjem oziroma s plovbo iz Trsta proti, bi rekel, Aziji, proti Haifi. In že takrat na prvi dan, ko je na ladji oziroma ladji se mi zdi, da grejo, so to zelo zanimive podobe, kajti iz Evrope potujejo v Palestino mladi ljudje, ki bežijo pred, bi rekel,
nacizmom in tudi pogromaštvom, ki je pač znan bil že dolgo prej. In so se umikali v Palestino kot, bi rekel, neki idealisti, ki bodo tam zaživeli svoje življenje. In glavnem so bili pa, kot se tudi vidi iz knjige, bi rekel, pristaši neke marksistične miselnosti o novi družbi, ampak brez, bi rekel, tistih velikih demonov marksizma. Prišli bomo tja in tam si bomo našli zemljo in od nje živeli in delali, kako nam bo volja, in to bo naš socializem. To je zelo lepo opisano tudi pozneje, proti koncu, ko se Javornik sreča s temi, bi rekel, judovskimi priseljenci in z njimi diskutira, kaj hoče. Kaj pa druga knjiga, roman Oltar za mater, je pa tudi na poseben način, kako je prišlo do ideje, da ste izbrali prav to? Jaz sem pač nekako človek, ki piše o knjigah, oziroma se s tem v svoj vek ukvarja. Nekoč sem na internetu, sicer v Nemčiji, to zasledil neko vest o tem avtorju in potem sem zasledoval še neke druge vire, iskal, kaj to je, in sem pač prišel do njega. Se mi je zdel človek oziroma avtor, ki je zanimiv, pri nas ga še pravzaprav nihče ni tiskal. To je v bistvu prva knjiga, ki je išla v slovenščini, prevedel jo je Matej Leskova, mislim, da zelo v redu. Knjigo je opremil tudi svojimi pojasnili, opombami, ki so zelo dragocene za razumevanje tega teksta. Sicer je pa Ferdinand Kamon, avtor, ki je zelo v Italiji znan. Začel je v 70-ih letih s 3 romani, ki so nekako zbudili veliko pozornost. To so romani, ki govorijo o tej podeželski kmečki tematiki, o izumiranju kmečke civilizacije nasploh. In opisujejo pa tudi retrospektivah in te vojne dogodke, ki jim je bil on priča kot 10-letni otrok. No, med temi 3 je ta knjiga Oltar za mater, ki je pravzaprav najboljša, in ko je išla, je bila takoj prevedena na 20 jezikov. Zanjo je dobil visoko italijansko nagrado Strega, kot pozneje tudi za marsikatero drugo. Tako da se mi zdi, da bi to bilo primerno tudi za našega bralca in tako je prišlo do tega, da smo to prevedli. No, ste ravno omenili našega bralca. Komu pravzaprav je zbirka namenjena, in bom vprašala drugače, koga bo pritegnila oziroma nagovorila, se ga dotaknila? Ja, jaz mislim, da to ni kakšno večerniško branje, da bi to brali vsi poprek. Je v bistvu sicer zelo razumljiva, preprosta knjiga, ampak napisana vendar z enim rafinmajem, glede stila, glede mišljenja, miselnosti, zgodovine in tako naprej. Tako da je deloma kar zahtevno, čeprav je to tekst, ki je išel v prevodu v 20 jezikih, kolikor vem. Se pravi, da je le to ena tematika in način obdelave, ki je recimo visoko umetniški in zahteva neko zbranost prebralca, ampak ga pa po mojem nagradi s tem, kot človek vidi, ko bere, da so to neke globoke misli, globoka občutja, ki razkrivajo kmečkega človeka, kako v tej civilizaciji, ki takšnega človeka odriva in ga pozablja nekako, vendarle vidi v njem neko veliko etično, pa tudi estetsko veličino. Zaradi tega mislim, da je to knjiga, ki bo zanimala bralce, ki iščejo neko višjo resnico v našem življenju in bivanju. Kar bo pa načeloma tudi zbirka, ne? To bi naj bila. Upam, da bo uspelo. Zelo povezana z novo zbirko je pa tudi nova literarna nagrada. Pa če sem lahko majčkeno provokativna, nagrada v slovenskem prostoru književnih je pravzaprav že kar malo morje. Kaj pravzaprav nova nagrada s pomenljivim naslovom, se bo tega dotaknila še kasneje, Svetovnica, pomeni? Zakaj ste se odločili še za eno nagrado? Komu bi radi sporočili in kaj s to nagrado? Ja, založba ima to željo, da bi prav nadaljevala, bi rekel,
z neko, bi rekel, domačo, s prikazom domače tvornosti na to temo, ki je nekako odrinjena danes s temo duhovnosti, transcendence in velike klasike, ki sta vsa opirana, bi rekel, tudi izrečilo te krščanske duhovnosti od Dostojevskega naprej, ampak seveda ne na kakšni večerniški ravni, ampak na neki višji, intelektualni, zahtevnejši ravni, ki jo je vpeljal recimo že Alojz Rebula, on je bil tudi, mislim, ne samo meni, ampak drugim pravzaprav še pred mano, nekakšen navdih za tako leposlovje. Ti bi ga dali s tem, da dobi nagrado avtor Bola primerjali in opozorili na takšen žanr. To je bil glavni namen. Zdaj, nagrada je razpisana, mislim, da bo se zaključila, ne vem, kdaj že. Mislim, da je aprila. Ja, in takrat bo pač razrešena tista najboljša zgodba. Upam, da bo uspešno. Zdaj, kolikor vem, teksti prihajajo, zdaj, kolikor jih je, ne vem. Upam, da bo. No, tudi jaz upam, da bo tako. A nam lahko mogoče poveste Svetlovnica, spet eno tako pozitivno, nekaj povezavi Svetlovo, tako ime. Kaj pravzaprav Svetlovnica pomeni dobesedno in kaj pomeni v tem prenesenem pomenu, ki ste ga dali kot ime nagradi? Kolikor vem, je Svetlovnica nek arhitekturni pojem, kajti Svetlovnico morda imajo velike cerkve nekje na vrhu, ali pa tudi kakšni veliki, umetniški paviljoni, z vrha prepuščajo svetlobo navznoter. In to v nekem prenesenem pomenu bi naj bila tudi takšna knjiga, ki jo pač želimo nagraditi. To je vse. Zdaj, kaj več o Svetlovnici, to je zadeva arhitektov, pravzaprav ne mogo povedati. Ampak naj bi pa v prenesenem pomenu razsvetljevala ta slovenski prostor. To je pač prostor tistih, ki bodo to obrali, oziroma nekako iščejo tak prostor. Tudi literarnih nagrad nam konec koncev ne manjka. Kje ste pa Svetlovnico zapolnili vrzel, ki se vam je zdela tako smiselna, da to upraviči še eno nagrado? A mi kot Slovenci res toliko ustvarjamo, ali če se malo hicov rečemo, da veliko nagrajujemo? Glede nagrad je tako, jaz osebno mislim, da je res že toliko nagrad, da se človek mora vprašati, ali je to smiselno. Jaz vem, da je pred par leti je bila v Švici javna debata o tem, ali je takšno število nagrad. V Švici jih je zelo veliko za literaturo. Tudi majhna država, ali? Ja, čeprav je to spada k nemškemu trgu, ki je 100 milijonski. Ampak vseeno, tudi v Nemčiji je potem bilo diskusija o tem, ali niso nagrade že kontraproduktivne. Kajti v Švici se je pojavilo mnenje, da pravzaprav zaradi nagrad kvaliteta, bi rekel, švicarskega romana upadla. Kot so trdili nekateri, jaz ne vem, da je to res ali ne, ampak mogoče so imeli kakšen razlog. Tudi pri nas se včasih zdi, da je nagrad to, da pravzaprav vsak dobi na koncu. In vprašanje je, če so to tiste nagrade, ki spodbujajo v kvaliteti, pa tudi, bi rekel, nakladno in tako naprej. No, pri nas jaz mislim, da je le vendarle smiselno, da se s tem, ko dobi nagrado, le opozori na kvaliteto nekega dela oziroma na kvaliteto, bi rekel, tiste usmeritve literarne, bi rekel, ki je mogoče v manjši meri v javnosti. In preko tega pride mogoče hitreje do bralca. Odločili ste se za roman. Odločili smo se za roman. Jaz sem pač mislil, oziroma še mislim, da je pač roman tisti tekst, tista literatura, ki je, sem nekaj bral, edino pravo žarišče, žareče oglja literature danes. Kajti seveda imamo tudi poezijo, ki je pri nas tudi veliko evropsko uveljavljena, pa še kako drugače. Ampak v bistvu je slovenski roman v najboljši kondiciji. Veliko, kot veste, romanov uspešnih tudi na tujem, recimo, lahko omenim tudi Rebulo, čeprav nima največ prevodov, ampak to je res avtor, ki bo po mojem še doživel kakšen prevod. Ampak po drugi strani, če pogledate
Jančarja ali pa Borisa Pahorja ali pa še kakšne druge. To so res teksti, ki dosegajo vrhunsko evropsko kvaliteto in tudi pričakujemo, da če smo se odločili za roman, da bo ravno ta zvrst prinesla največ. Zdaj ste majčkeno ste že prej povedali, pa me zanima, če lahko odstrete kakšno zavesico. Že veste, koliko v romanu je doslej prispelo ali pa kakšen je bil odziv? Pravzaprav vam ne morem povedati, ker jaz za vse ne vem, to imajo tam uredništvo shranjeno, odpred seveda nočejo. Pa tudi, jaz mislim, da je bilo mogoče kaj 5 pa 10, se mi zdi, da bi to bilo že kar zadostno. Pa je sama nagrada doživela že kakšen odmev med kulturniki mogoče? Kolikor vem, vejo mnogi za to, reklama je bila po moje zadostna, tako da je zdaj vsakdo, ki želi sodelovati ali pa tudi ne, za to, zakaj gre in kakšna je. Mislim pa, da lahko povem tudi to, ko se mi zdi, da je to nagrada, ki, ne vem, bo znašala 3000 evrov bruto. Izšla pa ne bi, se najbolj še trudi, tako že vse zapisano. Pozneje za slovenski knjižnico. Zdaj bi pa še obiskovalce povabila, če ima mogoče kdo še kakšno vprašanje v povezavi z zbirko ali pa mogoče z nagrado. Potem smo očitno odstrla dovolj, a ste, ja?